ChatGPT agenti so v resnici to edina stvar, o kateri bi se morali v podjetjih pogovarjati. Koliko agentov smo v zadnjem mesecu aktivirali in koliko akcij so ti agenti izvedli. Kaj so ChatGPT agenti? ChatGPT agenti so v resnici workflowi, ki jih ChatGPT skupaj z drugimi avtomatizacijami samostojno izvede od začetka do konca. Primeri takih agentov so: pride noter povpraševanje, ChatGPT ga prebere, preveri, ali so v povpraševanju vse informacije, ki jih rabimo, če ne, pošlje nazaj odgovor pa zahteva dodatne informacije, če ja, doda povpraševanje v Excel in pripravi ponudbo ter pripravi odgovor. Drugi primer ChatGPT agenta je, recimo, na spletni strani objavimo nov produkt. ChatGPT preveri, ali ima vse elemente, ki jih rabi, ali ima dovolj opisa, če ne, ga napiše, pripravi metapodatke, ker jih vedno pozabimo pripraviti, pripravi objave za socialna omrežja in jih neposredno objavi tudi na socialna omrežja. Ali pa recimo ChatGPT-ju damo URL nekega blog prispevka, on ta blog prispevek prebere, prevede v slovenščino, pripravi sliko, pripravi naslov, pripravi meta opise, ga doda na spletno stran in ga neposredno objavi. V glavnem, ne govorimo več o tem, da ChatGPT-ju nekaj copy-pastamo noter, pa potem dobimo ven, pa ne izgleda prav, ampak govorimo o celotnih workflowih. 3 različne načine lahko te workflowe pripravimo. Eno je popolnoma brez programiranja. Programi kot so Zapier, Make.com ali pa podobni programi nam omogočajo, da si brez programiranja take akcije vzpostavimo. Druga možnost je seveda, da si te stvari sami sprogramiramo, uporabimo ChatGPT-jev API in na tak način stvari naredimo. Te so malo daljše pa malo bolj kompleksne. Tretja opcija je pa seveda, da dodatno naučimo ChatGPT s svojimi podatki. To je najbolj kompleksna akcija, ampak dolgoročno bomo do takih agentov prišli. Zato pravim, da